Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem energijski trener za uspeh in coach za ženske. Ženskam pomagam na področju doseganja in čutenja svoje vrednosti ter partnerstva. Zakaj moški, ki pomaga ženskam razumevati partnerstvo, v bistvu moški, ki pomaga ženskam, da postanejo srečne v partnerstvu? Kaj ni bolje, da to naredi ženska, kajti ženska razume žensko, ve, kaj doživlja in se lažje postavi v njeno vlogo. Vse te stvari so res, ampak to je samo del neke zgodbe. Poglejte, če najprej pogledam svojo življenjsko zgodbo. V svojem življenju sem bil skupaj v partnerstvu, dvakrat sem bil celo poročen, dvakrat sem tudi ločen, z partnerkami, ki dejansko niso čutile svojo vrednost, imele so precej čustvenih problemov in dejansko, gledajte, v nekem obdobju sem bil v odnosu s partnerko, ki je bila zelo čustveno senzitivna, nekaj časa je bila popolnoma vesela, radostna, ko je stopila v sobo, je dejansko napolnila celo sobo kot nek sonček in potem, ko je bila v svojih nizkih vibracijah, je dejansko, ko sem odhajal v službo, ostala v spalnici, spustila rolete, žaluzije dol in cel dan ostala v postelji. In jaz sem želel tem svojim partnerkam pomagati, želel sem jih razumeti in sem skoraj celo življenje posvetil raziskovanju, kako jih razumeti, kako jih pomagati, kako jih motivirati, ne? In po drugi strani, da jim pomagam razumeti svojega moškega. To je prvi del odgovora, zakaj pomagam ženskam na področju njihove vrednosti in partnerstva. Po drugi strani pa morate razumeti, ženske, ki imate situacije, probleme v partnerstvu, ki doživljate konflikte, ki ste od svojega partnerja nerazumljene, dostikrat, partner ne daje resnične vrednosti, se grdo obnaša in vse te zadeve. Ne? Dejansko te stvari se pač imajo nek razlog. Seveda stvari izhajajo iz otroštva in tako naprej. Ampak poglejte, kako se da to rešiti. Če imate probleme v partnerstvu, dejansko imate probleme z moškim. Pač lahko imate tudi probleme z žensko, ampak to je druga zgodba. To pomeni, da stvari, ki se vam dogajajo v odnosu do moškega, ko se dvigajo neke stvari, ko se dvigajo občutki, jeza, zamera, sovraštvo in vse to, ne? In tega ne znate rešiti. In zaradi tega greste ven iz partnerstva, zaradi tega se ločujete, zaradi tega pač se odločite, da ostajate same. In kako boste to rešili? Seveda lahko z žensko, ki vam pomaga, pa tukaj, da ne boste razumeli, da je kakšna kritika, ampak gledam samo prakso, praktični del. Seveda lahko to predelate žensko, ampak če imate vi coacha, ki je moški, se vam bodo iste stvari, ki ste jih doživljali v vašem partnerstvu, to pomeni razočaranje, jeza, občutek manj vrednosti, karkoli, dogajale in boste isto doživljali v odnosu do coacha. In seveda, kaj je tukaj razlika? Glejte, vsi problemi v življenju, v odnosu, pač nastanejo in ostanejo zaradi našega neznanja in nerazumevanja. Jaz vedno trdim, da kjerkoli dva sta, na kateremkoli nivoju, če bi imela pravilno vodstvo, če bi imela znanje in razumevanje, kaj se dogaja, kaj dejansko prečiščujeta, čiščita in kaj se dejansko dviga na področju osebne, družinske, včasih tudi nacionalne ravni, vsa ta čustva, vse to prepričanje, vse to. In če bi imela pravo vodstvo, prave korake, lahko rešimo absolutno vsako partnerstvo. In če bi znala komunicirati, če bi znala razčistiti pričakovanja, nobenega problema. Ogromno zgodb, ki mi dejansko to absolutno potrjujejo. Recimo, prišla je gospa, bilo je kakšno leto nazaj spomladi, da se bo ločila, ni bilo upanja za to partnerstvo, ne? In pač ni vedela, kaj narediti, ampak želela se je pač ojačati, želela je biti srečna. In sem rekel, poglejte, prva stvar je, da vas ojačava, da vas pozdraviva, v bistvu to vašo čustveno ranjenost, ne? V bistvu vse te stvari, ki so se zgodile, in potem je za mene pomembno, da ste vi srečna,
da vi razumete partnerstvo, da boste vi srečni v ljubezni, ali to z tem partnerjem, ali to z katerim koli. In sva začela delati. In potem septembra, ko je bila pač na sporedu ločitev, sta odšla na medene tedne. Tako da, poglejte, to, kar sem rekel, v odnosu z coachem, z mano, se potem dogajajo iste stvari. In seveda, pač jaz se tega zavedam in grem v to, ker je pač to moje poslanstvo in to je moje delo. To pomeni, da stranka ženska v odnosu do mene v nekem trenutku začne doživljati zamero, je jezna name, je, ne vem, karkoli, neko sovraštvo se včasih tudi dvigne. Ampak v bistvu jaz razumem in stranki pomagam, da razume, da to ni v bistvu povezano z mano. Ampak da sem samo jaz tukaj kot moški, kot moška energija, ki te stvari vzbudim in aktiviram v ženski. In razlika v primerjavi z partnerstvom, seveda pač odnos v partnerstvu je odnos bistveno bolj intimen in so te, bom rekel, energije bistveno boljše na potenco, ampak razlika je v tem, da jaz imam znanje, imam potrpežljivost, vem, kako skomunicirati, vem, kdaj stopiti korak nazaj. In na kakšen način lahko te stvari rešiva. In dejansko potem te stvari rešujemo v praksi, ne samo teorija, a razumete? In na ta način potem v večini primerov začneva tudi delati in potem včasih gre ženska tudi že v novo partnerstvo in potem tukaj z nasveti pomagam in rešujemo. Ampak pomembno je, da razumete princip. Zakaj moški coach, ki pomaga ženski razumeti partnerstvo? Zato, ker se v tem odnosu coach, poglejte, če imate nerazumevanje do moškega, če imate neka prepričanja, če imate neke slabe izkušnje, če ste imeli z očetom, kdorkoli, če je imela vaša mama neke situacije, se vam vse te stvari dogajajo na vseh relacijah. To se vam dogaja v odnosu do vašega partnerja, to se vam dogaja v odnosu do vašega očeta, do vaših sodelavcev, moških figur, do vašega šefa. Isti odnos, ki ga imate, recimo, ali pa neke stvari, ki vam grejo na živce, neke stvari, ki se vam dvigajo do vašega šefa, imate do vašega očeta, oziroma tisto, kar imate do očeta, imate do šefa. In na tak način potem mi rešujemo in na tak način ustvarjamo neko okolje, ki je varno, kjer lahko te stvari se dogajajo, kjer lahko te stvari pridejo na dan in potem dejansko z novim razumevanjem. Prva stvar je, da razumemo, kaj se dogaja in zakaj se dogaja. In seveda osnova je, da dejansko energijsko pozdravimo in zaceljimo vse te čustvene ranice, prizadetost, da počistimo te blokade in na ta način lahko na neko novo osnovo začnete novo, čudovito, ljubezni polno partnerstvo. Tako da v bistvu to je dejansko odgovor na vprašanje in moški tukaj bistveno lažje, seveda pač mora imeti neke izkušnje in neke znanja, da lahko pomaga, da zna poslušati, da razume in tako naprej. Ampak proces je bistveno hitrejši. Tako da, drage moje, če dejansko čutite, da hočete karkoli na tem področju rešiti, bom zelo vesel, da me kontaktirate. Pač moje poslanstvo je, da vam pomagam, da čim več ženskam pomagam, da razumejo svojega moškega in so srečne v svojem partnerstvu. Ostanite čudovite, postavite se na prvo mesto in vas do naslednjič pozdravljam.